Poletje je čas podaljšanih dni in močne sončne svetlobe, pred katero se je potrebno ustrezno zaščititi. Čeprav je sonce vir vitamina D, ki krepi naš imunski sistem in nas tako ščiti pred boleznimi, lahko škodljivi žarki povzročijo tveganje za nastanek kožnega raka. O zaščiti pred soncem smo se pogovarjali z doktorico medicine, specialistko dermatovenerologije Mirjam Rogl Butina, ki nas je poučila o vrstah škodljivih žarkov. Škodljivih je več vrst žarkov, ne samo UV, ampak od UV pa poznamo UVA pa UVB žarke. UVA so taki, ki grejo globje, grejo čez steklo in v usnjico kože. UVB žarki so taki, ki se ustavijo v epidermisu, to se pravi v vrhnjici kože. Zdaj UVB žarki, Angleži to zelo radi poenostavljajo, oziroma Američani verjetno, in rečejo B kot burn, da si bolj zapomniš, to so tisti, ki te opečejo, UVA pa A kot aging, staranje. Kar pa v bistvu pomeni to, da UVB žarki delujejo bolj tako, da spremenijo genetsko zasnovo teh celic v vrhnjici, tudi malce vplivajo na njihovo degeneracijo. UVA žarki pa delujejo predvsem tako, da spreminjajo imunski odziv in pa sprožajo nastanek nečesa, kar se imenuje prosti radikali. In ti prosti radikali delujejo potem na različne celice, ki jih okvarijo. Naši koži vse bolj škodi tudi ves čas prisotna modra svetloba, ki ima zelo podobne učinke kot UVA sevanje. Ta vrsta sevanja je prisotna ves dan, tudi ko je nebo oblačno. UVB žarki pa so na našem koncu sveta najmočnejši poleti, med 11. in 16. uro. Kaj pa skrb, da zaradi skrivanja pred soncem ne bomo dobili dovolj vitamina D? In zdaj s tem povezano je tudi D-vitamin, ki govorijo, da je treba iti toliko in toliko minut na dan na sonce, ampak D-vitamin preko kože lahko izdelamo samo takrat, ko so UVB žarki. Skratka, če se vi ob 9. zjutraj sončite, ne boste izdelovali D-vitamina. Vendar to ne pomeni, da se je potrebno zaradi D-vitamina namerno izpostavljati soncu. Žarki namreč pronicajo tudi skozi krošnje dreves. Ko se odločamo za sončno kremo in faktor, ugotovimo, da je izbira odvisna predvsem od sestave naše kože. Dermatologi vse skozi prisegamo na višje faktorje, nas opomni dr. Rogl Butina. Res se je treba zavedati dveh stvari. Prvič, da nismo na soncu samo takrat, ko smo na plaži. Z koži je popolnoma vseeno, a vi ležite na plaži, ali tečete, ali pečete, ražniče, ali delate na vrtu. Zaščititi se je treba pravzaprav vedno s kremo, kadar se ne moremo zaščititi z obleko. Če smo zunaj in je zunaj svetu sončen dan ali pa tudi če je malo oblakov, je najbolje, da se oblečemo. Za ostalo, kar ne moremo zaščititi z obleko, se pa uporabljajo zaščitne kreme. Ne uporabljamo jih zato, da lahko smo dlje na soncu. To je v bistvu malo izraba, ne pa uporaba. Med faktorjem 30 in 50 ni velike razlike. Ob večji občutljivosti in nežnosti kože uporabimo višji faktor. Če se odločimo za manjši faktor, moramo nanos kreme obnavljati na 2 do 3 ure. Kaj sploh pomeni faktor? Faktor govori samo o zaščiti pred UVB žarki. Zaščita pred UVA žarki jo je težje tako natančno opredeliti in pravzaprav nimamo tako izdelane lestvice. Ampak večina krem, mislim, da bi se moral človek že prav potruditi, večina pripravkov za zaščito pred soncem, da se prav izrazim, ne samo krem, ki imajo višje zaščitne faktorje, imajo tudi zaščito pred UVA. Danes pa so tudi že na voljo te zaščitni pripravki pred soncem, ki vsebujejo tudi zaščito pred modro svetlobo. Varno sončenje ne obstaja.
Tako kot ne obstaja varno uživanje tobačnih izdelkov in alkohola, večja količina pomeni večjo škodljivost. Tudi če bi šla zdaj ob 9:30 na sprehod s kužkom, pa bi bila do pol ure nazaj, vam ne bo verjetno nič hudega. Če govoriva apropo rakom kože, malignim spremembam. Kar se pa tiče staranja kože, pa dejansko sonce, vsakič, ko se izpostaviš soncu, se postaraš hitreje, kot bi se sicer, če bi bil zaščiten. V primeru, da si želimo temnejše polti, lahko namesto sončenja uporabimo samoporjavitvene kreme, ki so veliko bolj varen način pridobivanja barve.